Videoigre. Veste, že dolgo niso več samo neke igrače. To je postala prava globalna sila, ki, no ja, dejansko oblikuje naš svet. In danes bomo raziskali točno to. Kako smo prišli od tistih preprostih portalov na starih televizijah do pravih laboratorijev za inženiring domišljija, ki jih imamo danes kar doma. Ok, da si lažje predstavljamo, zakaj sploh gre, samo ena številka. 184 milijard dolarjev. Toliko je v letu 2024 vreden svetovni trg videoiger. To res ni več nek nišni hobi, ampak, ja, gospodarski velikan. In da to številko postavimo v neko perspektivo, predstavljajte si filmsko industrijo, pa glasbeno industrijo. No, industrija videoiger danes ustvari več denarja kot obe skupaj. Torej, ne govorimo več samo o nekem delu zabavne industrije. Sploh ne. Govorimo o njenem samem epicentru. In to nas prepelje do osrednjega vprašanja, kaj ne. Kako je tista preprosta škatla pod televizorjem prerasla v nekaj tako mogočnega? V motor, s katerim ne samo, da vstopamo v te nove svetove, ampak jih zdaj tudi sami gradimo. No pa začnimo to zgodbo. Vse se vrti okoli ene preproste, a res mogočne ideje. Igralna konzola je portal. Vrata v drug svet. In ta vrata, ta so se z leti odpirala vse širše in širše. Pa poglejmo na hitro te ključne mejnike. Leta 1985 Nintendo NES odpre prva vrata v milijonih domov. Skoraj desetletje kasneje PlayStation, bam, 3D grafika, kompleksne zgodbe. Leta 2001 Xbox Live poveže ta portal v globalno mrežo. Potem pa Wii leta 2006, ki nas je dobesedno spravil v pogon z gibalnimi kontrolerji. In danes imamo PlayStation 5, Xbox Series X, meje med realnim in virtualnim se praktično brišejo, svetovi se nalažejo v trenutku. Ampak poglejte, ta portal ni ostal samo na zaslonu, ne, razširil se je in preoblikoval celotno sobo okoli nas. Tista soba, kjer se igra, to ni več samo soba, postala je pravi poveljniški center. In razlika med včeraj in danes je, ja, osupljiva. V 90-ih je bil dovolj televizor, pa kontroler mogoče na tleh, Danes je to cela simfonija tehnologije, več monitorjev, oprema za streaming, RGB lučke, pa tisti stoli, ki vibrirajo skupaj z igra. Čista norost. In tukaj je ključna stvar. Ta poveljniški center že dolgo ne služi več samo igranju. Postal je nekakšen univerzalni vmesnik za celotno digitalno življenje. Je prostor za delo, za ustvarjanje, druženje, pa seveda za deljenje izkušenj s celim svetom. Dobro. Ampak kaj pa se dogaja znotraj portala? Sami svetovi? Že dolgo ne govorimo več o neki preprosti grafiki. Sploh ne. Danes govorimo o virtualnih izkušnjah, ki po svoji kompleksnosti popolnoma tekmujejo z največjimi atrakcijami, kar jih poznamo v resničnem svetu. Tale primer to res dobro ponazori. Primerjamo to z Disney Worldom, recimo. Atrakcija, kot je Star Wars Galaxy's Edge, je seveda neverjetno doživetje, ampak igra, kot je Star Wars Outlaws, ponuja podobno, če ne še bolj poglobljeno izkušnjo, ampak v, praktično neskončnem obsegu. In kako je to sploh mogoče? Ena ključnih tehnologij se imenuje sledenje žarkom, oziroma ray tracing. Namesto, da bi se zanašali na neke grafične trike, ta tehnika v realnem času simulira pot, dobesedno vsakega svetlobnega žarka. In rezultat? Odsevi, sence, vse je praktično identično resničnemu svetu. Zato so ti svetovi videti tako živi. In zdaj pridemo do samega bistva, do osrčja te preobrazbe. Ker portal ne deluje več samo v eno smer. Ne gre več samo za to, da vstopamo v druge svetove. Zdaj nam daje orodja, da te svetove gradimo sami. In kar je še bolj nora, da fikcijo prenašamo v našo resničnost. In odkot navdih za vse to? Zanimivo. Prihaja iz precej podobnih virov, ki so nekoč poganjali recimo Disneyjeve sanje. Znanstvena fantastika, seveda. Enderjeva igra, Neuromant, pa narava. Njene zakone posnemajo algoritmi za proceduralno generiranje. In seveda popkultura, Vojna zvezd, Iron Man, vsi tisti nepozabni junaki in njihova tehnologija. In sam proces je, osupljivo podoben profesionalnemu. Vse se začne z idejo, z navdihom, potem sledi načrtovanje, ki temelji na čisto pravih znanstvenih načelih, na fiziki.
In na to, z orodji, ki so danes dostopna vsem, recimo 3D tiskalniki, ustvarjalci v svojih garažah gradijo stvari, ki so bile, recimo 10 let nazaj, še čista znanstvena fantastika. Pomislite samo na to. Torej, kaj sledi? Kam nas vodi ta portal, ki se je tako neverjetno razširil? No, vse kaže v eno smer, v popolno, ampak res popolno zlitje fizičnega in virtualnega sveta. Pa poglejmo, katere tehnologije so že praktično pred vrati. Govorimo o nevronskih vmesnikih, recimo Neuralink, za upravljanje z mislimi, o svetovih, ki jih bo v realnem času generirala umetna inteligenca, z liki, ki bodo živeli svoja življenja. In seveda o obogateni resničnosti, ki bo like in predmete iz iger prinesla naravnost v naše dnevne sobe. Meje, te se bodo popolnoma zabrisale. Seveda pa, tak napredek prinaša tudi resne izzive. Recimo vprašanje zasebnosti. Kdo bo imel dostop do naših misli? Pa nevarnost odvisnosti. Kaj se zgodi, ko virtualno postane boljše od resničnega? In ne smemo pozabiti, ogromen okoljski odtis. Vsi ti podatkovni centri, vsa ta umetna inteligenca porabijo ogromno energije. In s tem pridemo do konca, z enim vprašanjem, ki morda najbolje povzame celotno to potovanje. Od tistih nekaj pikslov na zaslonu smo prišli na sam prag ustvarjanja neskončnih fotorealističnih svetov. In ko bo ta tehnologija res dozorela, kje bomo izbrali živeti? Kje bomo preživljali svoj čas? In kaj bo to pomenilo za to, kar smo? Portal je odprt, kam bomo kot družba stopili, pa je, odvisno samo od nas.